Bi želeli v vašem podjetju zaposliti tujca, pa ne veste, kako se lotiti? V pravni službi GZS smo vam z nasveti na voljo tudi pri teh postopkih. Pri zaposlovanju tujcev je prva najpomembnejša razlika to, ali gre za državljana EU ali za tujce iz tako imenovanih tretjih držav, to so države izven EU. Pri zaposlovanju državljanov EU je postopek razmeroma enostaven. Za te osebe ne veljajo nobeni posebni pogoji, imajo prost dostop do slovenskega trga dela in se lahko zaposlijo pod enakimi pogoji kot državljani Slovenije. Pri zaposlovanju tujcev iz tretjih držav pa je postopek malo bolj kompleksen. Pogoje in postopek za zaposlovanje določa Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, pogoje za vstop in prebivanje v Sloveniji pa Zakon o tujcih. Tujec, ki se želi zaposliti v Sloveniji, mora pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Vlogo za izdajo enotnega dovoljenja lahko odda tujec sam pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini ali pa delodajalec na upravni enoti oziroma prav tako na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. V primeru zaposlovanja oseb iz Bosne ali Srbije pa postopek in pogoje za zaposlitev določata sporazuma o zaposlovanju sklenjena s tema dvema državama. Ta postopek se običajno začne pri Zavodu za zaposlovanje, ko delodajalec odda prijavo za prosto delovno mesto. Pri zaposlovanju tujcev velja pogoj, da v evidenci pri Zavodu za zaposlovanje ni primernega kandidata, sicer se tujca ne more zaposliti. Tujci zaposleni v Sloveniji so glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja izenačeni s slovenskimi državljani. Po 5 letih neprekinjenega prebivanja v Sloveniji pa tujec pridobi prost dostop do trga dela. Za Ukrajince, ki so v zadnjem času zaprosili za začasno zaščito v Sloveniji, pa veljajo določene poenostavitve. Te osebe imajo prav tako prost dostop do trga dela in se lahko zaposlijo pod enakimi pogoji kot državljani Slovenije, lahko pa se prijavijo tudi na Zavod za zaposlovanje. Vsekakor pa vam priporočamo, da s postopki za zaposlovanje tujcev začnete pravočasno, saj so ti postopki razmeroma kompleksni, administrativno zahtevni in dolgotrajni. Za dodatne nasvete pa smo vam na voljo v pravni službi GZS.